Tako kot sem rekel, z nami je že prvi današnji gost, še preden začnemo. Zoran, lepo pozdravljen. Zdravo, isto. Po dolgem času, ne? Ja, mislim po dolgem času, ampak mislim, da je bilo lansko leto. Ja. Čas hitro teče, ne? Ja, prehitro. Ja. Pred mi začnemo še nagrade, ki si jih danes tudi ti pomagal pridobiti. Darilni bon za moško ali žensko striženje v frizerstvu KS Fit, to je frizer Kristjan. To je najboljši frizerski salon v Celju. Tudi ti se rad tam strižeš, ne? Ja, tudi jaz. In še enega sponzorja imamo. Enega sponzorja, zlatarja, zlatarstvo Aleš Mravlje, ki bo tudi danes usrečil kakšno nežno bitje. Tale super, ne kukaratni prstan. Mislim, ne, to so uhančki. Super. Ja. Super, upamo, da nas pokličete, številka se vam bo izpisala, 090 in tako naprej. In pa seveda moj novi CD, in pa novi CD, ki so gor stare in novejše pesmi. Preden pa mi začnemo debatirati na dolgo in široko, pa en tvoj refren pesmi, ki še ni uradno verjetno predstavljena, ne? Ja, to ne. Jaz se mi zdi zdaj že reklama za festival na YouTubeu, je pa naslov Ja, Slovenac, volim Dalmatinko. Bi te kar prosil za refren, potem pa gremo malo v to pesem. Izvoli. Ja, Slovenac, volim Dalmatinku, briga me što narod priča, samo nju moje srce voli. In tako naprej. Evo, to je pesem, ki jo boš letos na Darfestu zapel, ja. Naj povem, da je to pesem napisal en zelo dober hrvaški tekstopisec, Mario Samardžić, ki je napisal tudi letos za Zdravka Škenderja za Splitski festival. O čem govori ta pesem? Kako je Slovenac v Dalmaciji se zaljubil v eno Dalmatinko, skratka ljubezen in pozitiva. Z nami tudi Robert, lepo pozdravljen. Zoran, Zdravo. lepo, da se vidiva, ne? Skupaj, Točno. Ja, evo, vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Zakaj sem v bistvu tukaj, je presenečenje, no? Me pa veseli, ja, da... Imaš tudi kakšno vprašanje za Zorana? V bistvu tako, no, v bistvu me zelo veseli, da se bomo naslednji petek družili skupaj na festivalu Darfest, ne? To je zdaj že mednarodni festival. Od Zorana komad Itak Seka, ne? Jaz se bom predstavil tudi svojim, tudi novim komadom Kad nam kroz vene crnovino krene. Sem pa zelo ponosen tudi na to, no, da sem prispeval tekst, hrvaški tekst za našo bivšo voditeljico Nušo Rojs, Madajo pusti se, no, tako da v bistvu se bom predstavil ne samo kot pevec, ampak tudi v vlogi tekstopisa za Nušo Rojs. Še malo na dolgo in široko, ne? Jaz upam, da bomo tam naredili, no, galamo, ne, kaj prav Zoran? Skratka, moja konkurenca. Ja, se pravi, zdaj je rivalstvo tako pri boksu, ne? Ja, seveda, seveda. Zovki nima konkurence. Hvala, Robi. Kaj si obetaš od festivala, kakšno lepo vrstitev, prepoznavnost, večjo? Sem letos že 4. leto na tem festivalu, ne gre se mi zmagati, ampak nekako, da bi ta moja pesem iz mojega srca prišla v srca tistih, ki bodo to spremljali in poslušali. Rekel si 4., zakaj se tako redno udeležuješ tega festivala, kaj je tako posebnega tam? Zelo lep mesto je to, zelo dobra organizacija, dober počutje in pa mislim, da tudi na Hrvaškem moramo mi Slovenci pokazati, kva znamo, Ja. da ne hodijo sam hrvaški pevci v Slovenijo. To je res, ja. Zdaj, danes bomo še pa predstavljen tvoj nov komad, in sicer Pisma mojega mornarja. To je pa tvoj aktualni komad. Ja, tega bi z vsem srcem predal vsem poslušalcem, gledalcem. Ta pesem je zelo lepa, napisal je Roman Končar. Tudi videospot se lahko že vidi na YouTubeu od 15. avgusta in mislim, da pesem pove vse. Kaj nam pa pove? Ljubezen, sreča, morje, mir, mislim, kar si vsak samo želi. Si to pesem že kje uradno predstavil? Se pravim, da ta pesem je že na YouTubeu od 15. avgusta, ampak zdaj bi jo pa rad še preko televizijskih in radijskih medijev čim bolj dostal širši publiki. Robert, si ta komad že slišal? V bistvu sem slišal ta komad, pač vsak nov komad od Zorana itak top, ne. Jaz sem zelo vesel, no, da v bistvu je Zoran v bistvu
dejansko šel na hrvaški trg in tam razturava. To je dokazal s komadom, ko sva ga skupaj naredila, evo mene opet, ker sem prispeval tekst, dejansko. Na televiziji. Ampak moramo pa isto, sam še nekaj pred koncem vprašati našega Zorana. No. Klema še en poseben dragulj, v bistvu 2 dragulja. Ja, v bistvu 3. To so prve moje 2 kaseti. Slovenec sem, ki je bila prodana 25.000 pri založbi kasetnih plošč. Imam tudi srebrno kaseto in pa druga kaseta Špela, ki je bila 2 leti kasneje in prodana tudi v 20.000 nakladi. In pa sedaj nekaj najnovejšega, to imam boljš kot vizitko, gor je moj naslov, telefonska številka in pa seveda moje stare in nove pesmi. Bi lahko rekla. Ja, zbrano vse, ja. Ker tega že dejansko marsikje težko poslušaš. Že tudi CD-ji so out. Nažalost, ja. Zelo treba razmišljati o nekih alternativnih variantah. Ja, dobra glasba, ki je pa možno danes predstaviti na vseh medijih. Je pa Zoran tudi, ima pa posebno tako top grupo, ki ga spremlja na koncertih. Ja, prosim, povej še kaj o tem. Hrvaške, Tornado, ki me tudi spremlja v živo in mislim, da bom zdaj po Sloveniji naredil enih par koncertov. Ravno zdaj v petek sem bil v diskoteki Fantasy in mi je zelo všeč, da se tudi diskoteke zdaj prebujajo in spet zaživljajo. No in team leader te grupe je Josip Okupec iz Zagreba, ko v bistvu nama dela komade. Pozdrava ga. Ja, zdravo Josip. Zdravo Josip. Koliko članska je ta zasedba? So 3 člani, ponavadi, ampak če je kaj večga, imamo tudi bobnarja, tako da malo ojačamo število. Zdaj, ko si že omenil koncertne nastope, kje, datum, kdaj? Prvega lahko zdaj, ker jaz sem zdaj dosti snemal, pripravljam še te turneje, imam pa en večji nastop v Ljubljani 25.11., to je 25. novembra, skupino Tornado in pa verjetno bomo zraven tudi kakšnega gosta. Kje bo se to odvijalo? V Ljubljani v centru. Aha, v mestu? Ja, ja. Aha, neko predbožično? Ne, to je ena ženska to organizira in je povabila in željo imela, da pridem jaz svojo skupino. V bistvu Zopki hoče reči, da je še cel mesec časa, da se presenečenje počasi odkriva. Verjetno še bo kakšen koncert letos, ki pa zdaj, če ni potrjen. Seveda, mislim, imam klice, vabila, ampak dorekli bomo pa še, ker sem res zdaj boljš v tem, da predstavljam moja dela. Ravno danes, se upravičujem, se moram posloviti, ker imam že intervju na radio Sraka. Vsekakor veseli december bo naporen, verjetno? Definitivno. Saj pri meni je celo leto naporen, ampak če delaš nekaj s srcem in z veseljem, je to... Ja, nažalost nas čas preganja. Zoran, so srečo na Darfestu in hvala lepa. Srečno na poti. Ja, naj povem, da sem jutri tudi na tem koncu v drugi oddaji Veselica na vasi, kjer bom pa predstavil 10 svojih pesmi. Super, tako da tisti, ki te danes gledajo jutri, potem nadaljevanje... Če pa me kdo zamudil, bo pa jutri videl kaj več. Super. V glavnem, hvala tebi, Iztok, in pa vam, ki vodite to dobro oddajo Top Music, in mislim, da bo tudi Robi dober doprinos kot voditelj verjetno v nadaljnem delu vaše televizije. No, Zoki je že odkril del presenečenja, ampak Zoki malo pa še pusti. Seveda. Najlepša vam hvala. Morda za konec, če besedico ali 2 o tvojih spotov, potem si ja gremo pa kar skupaj pogledati z naše gledalce. Seveda. Mislim, jaz bi lepo pozdravil vse in res hvala še enkrat. Mislim, da sem bil kratek in jedrnat. Res je.